Prisrčno pozdravljeni na slovesnosti ob zaključku kar 6 programov šolanj, ki so v šolskem letu 2010-2011 potekala v organizaciji in izvedbi poveljniško-štabne šole Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske. Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja obsega temeljno, osnovno in nadaljevanje vojaško izobraževanje in usposabljanje. Zagotavlja sistematično in načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu, stalno nadgrajevanje strokovne vojaške usposobljenosti, usposabljanje za značilne dolžnosti posameznega vojaškega poklica ter usposabljanje vojaških enot za učinkovito izvajanje nalog. Poveljniško-štabna šola Slovenske vojske je nosilec nadaljevanega izobraževanja častnih in častnikov. Izobraževanje na šoli poteka na 3 ravneh in pripravlja slušatelje za dinamičen odziv na zahteve in izzive prihodnosti na taktični, operativni in strateški ravni. Danes se, od leta 1993, ko smo na poveljniško-štabni šoli pričeli s procesom štabnega izobraževanja, dosedanjim diplomantom štabnega šolanja pridružuje 54 novih častnic in častnikov, ki so v času šolanja pridobili vojaško strokovno znanje za poveljevanje četi, za delo v poveljstvu bataljona ter temeljna znanja za vključevanje v delo poveljstva brigade. Prav tako danes zaključujeta šolanje generacij častnic in častnikov višjega štabnega izobraževanja in se pridružujeta generacijam diplomantov, ki so se usposobili za delovanje na poveljniških dolžnostih taktične ter štabnih dolžnostih operativne ravni, hkrati pa so slušatelji višjega štabnega šolanja pridobili strokovni naziv magister obramboslovja, magister inženir logistike oziroma magister menedžmenta. Nenazadnje pa danes zaključuje šolanje tudi 6. generacija najvišjega vojaško-strokovnega izobraževanja v Slovenski vojski, generalštabnega šolanja, katerega pridobljena znanja bodo diplomantov pomoč pri delu na najvišjih nacionalnih in mednarodnih vojaških dolžnostih. Dovolite mi, da danes izpostavim niz predavanj, ki so jih na skupno tematiko delovanja sistema nacionalne varnosti izvedli eminentni gostujoči predavatelji. Med njimi predsednik republike, ministrica za obrambo, predsednik odbora državnega zbora za obrambo, načelnik generalštaba, generalna državna tožilka, ljubljanski nadškof in metropolit ter številni drugi. Računalniško podprte vaje, s katerimi smo preizkusili znanje slušateljev vojaških šol na vseh nivojih, od počasniške, častniške do poveljniško-štabne, ter v povezavi z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, kot je bilo to v primeru vaje z lahko bataljonsko bojno skupino, preizkusili tudi delo v povezavi z resničnim vojaškim delovanjem. Krona šolanj pa so vsekakor bila študijska potovanja. Ob koncu mi dovolite, da čestitam diplomantkom in diplomantom za dosežen uspeh ter jim hkrati izrazim priznanje za trud, odrekanja in konstruktiven odnos do dela in življenja, ki so ga izkazali v času šolanja. Prav tako bi se rad za strokovno in predano delo s slušatelji zahvalil učiteljem, mentorjem in tutorjem. Še posebej kolegom iz 1. brigade Slovenske vojske za pomoč in skupno izvedbo vaje Maribor 2011 ter kolegom iz Fakultete za družbene vede, Fakultete za logistiko in Fakultete za menedžment, s katerimi smo vojaška znanja na višjem štabnem šolanju dopolnjevali s civilno strokovnimi. In ne nazadnje svojim sodelavcem na poveljniško-štabni šoli, predvsem vodjem šolanj, podpolkovniku Antonu Vavrošu, majorju Dragonu Vršniku, višjemu vojaškemu uslužbencu magistru Gregorju Potočniku, majorju Alešu Lazarju, majorju Vojku Čučku in stotniku Borisu Stankoviču.